V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Brate in sestre v Kristusu, spoštovani pater Branko, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši podružnični cerkvi Svete Nazareške družine na Selah. Selani, posebej starejši, zelo dobro poznamo vaše korenine, ki močno segajo tudi v našo vas, zato smo še posebej ponosni, da ste z nami. Pozdravljam vas kot predstavnica tukajšnjega oltarnega občestva in tudi tista, ki že mnogo let vsak dan stopam po zemljišču, sedaj našega dvorišča, kjer je nekoč stala znana kovačija vašega dragega dedka Jožeta. Torej so najine korenine na istem dvorišču. Posebej smo se torej razveselili, ko smo izvedeli, da boste letos z nami praznovali prav vi, dragi pater Branko, ki ste tokrat na tak način prvič med nami. Prav v trenutkih, ko poteka tudi letošnja osrednja slovesnost ob praznovanju Slomškove nedelje, smo se zbrali, da bi počastili Boga in se mu zahvalili za že 7-letno posebno navzočnost Marije, kraljice miru v naši vasi, po njenem blagoslovljenem znamenju na stebru ob cerkvi. Verujemo, da smo bili v zadnjih letih po njeni priprošnji deležni številnih milosti, predvsem miru, po katerem tako hrepenijo naša srca. Zato vsaj enkrat v letu, v mesecu septembru, praznujemo zahvalno slovesnost na čast kraljici miru. Njena posebna navzočnost in skrb za nas, tako v Medžugorju kot tukaj, nas navdaja s posebno radostjo in pogumom. Mati kliče svoje zemeljske otroke, da se ji približamo, da ji odpremo svoja srca, da ji predajemo vse, kar doživljamo, še posebej vse probleme, saj nas v naših preizkušnjah želi potolažiti in nas napolniti z mirom in božjo ljubeznijo. Zato danes še posebej hvala, Mati Marija. To pravim tudi zato, ker smo ljudje po božji volji vsi med seboj v tesni zvezi, kar se tiče skrbi in odgovornosti drug za drugega. Če sta naša medsebojno spoštovanje in ljubezen, ki bi si jo morali izkazovati, šepala, na začetku te svete maše zares obžalujemo in sklenemo, da se poboljšamo. Vas, spoštovani pater Branko, pa prosimo, da z daritvijo Bogu predate tudi vse skrbi in probleme naših sovaščanov, pa tudi radosti našega vsakdana. Posebej se želimo spomniti tudi vseh, ki so v preteklosti prihajali v to cerkev in jih ni več med nami. Svojo besedo nam pomagajte razumeti znamenje današnjega časa in nas usmerite na pravo pot, ki nas edina more osrečiti in nam dati prihodnost in upanje. Še enkrat, dobrodošel, pader. Torej, kakor je bilo rečeno,
In kako smo bili povabljeni, da se pokesajmo svojih grehov. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, mnogo dobrega okusja in slabosti. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga grešnika. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Slava Bogu na višavah. Molimo. Vsemogočni Bog, blaženega škofa Antona Martina Slomška si postavil za voditelja svojemu ljudstvu. Zaradi njegovih zaslug bodi do nas usmiljen in nas obdari s svojo milostjo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz Sirahove knjige. Hvaliti hočem vrle može, naše očete v njihovih rodovinah. Veliko časti jim je dodelil najvišji, njegovo veličastvo od dni davnine. Bili so svetovalci svojo razumnostjo,
in vidci vseh reči s preroškim darom, voditelji narodov s svojimi sveti in knezi ljudstva s svojo bistroumnostjo, modri govorniki v svojih knjigah in predstojniki v svojih službah. Izumili so pesmi po pravilih, napisali modre izreke, možje, bogati in opremljeni z močjo, ki so v miru živeli v svojih sodobnikih in v njihovih dneh je odmevala njihova hvala. Bili so polni usmiljenja in njihova pravična dela se ne pozabijo. Na veke ostane njihov spomin in njihova slava ne ugasne. Njihova telesa so bila pokopana v miru, a njihovo ime živi od roda do roda. Ljudstva bodo pripovedovala o njihovi modrosti, občestvo bo oznanjalo njihovo hvalo. To je Božja beseda. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. Preljubi, jaz se že darujem in čas moje razveze je blizu. Dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej mi je pripravljena krona pravice, ki mi bo jo dal oni dan Gospod, pravični sodnik, pa ne le meni, ampak tudi vsem, ki v ljubezni pričakujejo njegov prihod. Gospod mi je pomagal in dal moč, da bi se po meni oznanjevanje dopolnilo in bi ga slišali vsi narodi, otev me je levo izžrela. Gospod me bo otev iz vsakega hudega naklepa in rešil v svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava vekomaj. Amen. Božja beseda. Ja sam vinska trta vi mladike, govori Gospod, kdor ostane v meni, obrodi obilo sadu. Aleluja, aleluja,
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem: Jaz sem prava vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani. In vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besed, ki sem vam jih govoril. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika sama od sebe ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, tisti rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, se vrže ven kakor mladika in usahne, in jih poberejo, vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite karkoli hočete in se vam bo zgodilo. V tem je poveličanje mojega očeta, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Poslušali smo Kristusov evangelij. Pred 2 dnevoma sem se vrnil z Portugalske, kjer sem bil na romanju z skupino naših slovenskih romarjev iz cele Slovenije. Ena skupina, ko grejo skoraj vsako leto skupaj in potem vedno prosijo kakšnega duhovnika, da jih spremlja. Grejo zdaj tja, zdaj sem, letos pa so šli v Fatimo. In seveda, jaz sem bil v Fatimi na zadnje leta 93 z skupino mladih Ptujčanov, smo s kombijom se odpeljali tako daleč v tisti veliki svet. Takrat niti ni bilo avtocest vse posod po Franciji, Španiji in Portugalski, ampak smo prišli. In takrat, tako če pogledam nekako Fatima, sem bil bolj usmerjen na to, kaj se je tam dogajalo. Kako se je Marija prikazala, kako so ti dogodki stekli, kakšni čudeži so se zgodili, kako je civilna oblast odreagirala, kako cerkvena in podobno. Tako bolj me je takrat zanimala, bi rekel, kronika, čudeži, ta nagovor k spreobrnenju, ki je značilen za vsako Marijino prikazovanje. Letos pa sem Fatimo doživljal drugače, bi rekel bolj vsebinsko. Bolj me je nagovorilo to, kaj je točno Marija rekla, kako bi rekel, to, kar mi poznamo pod sintagmo, pod imenom Fatimsko sporočilo. Marija, kot veste, se je prikazala 3 pastirčkom, Jacinti, Frančišku in Luciji. Povedal sem jih po starosti od spodaj na zgor. Eno leto prej sicer se jim je že prikazal angel, leta 16, no potem pa se jim je prikazala Marija, niso vedeli, kdo je, svetla gospa, so jo vprašali, je rekla, da je gospa iz nebes in se jim je počasi potem začela razodevati in jim je rekla, vsakega 13. v tem mesecu do nadaljnih mesecih, torej se tukaj dobimo in vam bom še več povedala. In otročiči so se strogo so si zabičali, da nikomor ne bodo povedali, ampak Jacinta je povedala. Pač mala je bila 6 let stara in je doma povedala. In je bila skoraj tepena, pa Judocija pa menda bila kar tepena. Kaj si to zmišljuješ, dete, kaj že nimamo drugih problemov dosti, takih in drugačnih, vsi se bojo norce delali iz nas. Tu imamo mlade mamice, zdaj da vam ena taka hčerka pride domov, pa reče, bila sem za Polskave, pa Marijo sem videla.
bi isto odreagirali, ne, tiho bodi, kaj se to greš. Torej, in so se potem vendarle ti fatimski dogodki začeli odvijati. Vedno pa nekdo, ki verjame tudi, ne? Ali pa nekdo, ki je radoveden. In že naslednjič jih je bilo nekaj več tam, 13. junija. Že toliko, da potem 13. julija še več, pa so še videli kakšna znamenja, podobno kot zdaj v Mečugorju, so se neki pojavi in se že glas razširil. Tako da junija so že v Lizboni Cajtngi pisali o tem, da se tam nekim pastirčkom blede in da jih je neki tip našuntal, naj rečejo, da tam zdravilna voda, ker bi rad prodajal zdravilno vodo. Takšno, kot je v Lurdu. To so bili prvi odzivi takratnih medijev. V redu. No in potem avgusta pride plane oblast, ko pride 13. avgust, jih uhapsijo in jih odpeljajo. In so bili v zaporu. Par dni. Tada se Marija potem pokazala jim, potem, ko so že bili izven zapora. Potem še 13. september in končno 13. oktober, tisto zadnje prikazovanje, ko je Marija napovedala čudež, ki ga bodo videli vsi, in zgodil se je tisti znameniti sončni čudež, ki ga je videlo več tisoč ljudi hkrati. Sonce, ki je plesalo, se spreminjalo, šlo nazaj naprej in podobno. In seveda po vseh teh dogodkih se je začelo cerkvena javnost, svetovna javnost počasi zanimati, kaj se je pravzaprav tam zgodilo leta 17. In kaj je bilo rečeno tamalim strani Marije. In začela se je takrat govoriti, kar še se danes govori, kaj se še danes pozna, slavne fatimske skrivnosti. Kaj je Marija povedala? Otroci so rekli, ja, nekaj je povedala, pa ne smem povedati. Je to najhujše. Vem, pa ne povem. To najbolj draži, ne? No, in potem res teh skrivnosti niso razodeli. So jih držali za sebe in potem sta Jacinta pa Frančišek tako kmalu umrla. Lucija pa jih je potem zapisala šele potem, ko je bila nuna v 30. In prve dve skrivnosti so objavili takrat. Tretjo pa je napisala v 40. Tretjo fatimsko skrivnost, 40. ker je mislila, da bo umrla, ker je bila zelo bolna in je napisala, da ne bi slučajno prej umrla, pa da ta skrivnost ne bi šla naprej. In je koverta romala k škofu, škof je zapečatil, je romala v Vatikan, v Vatikanu so jo pustili zapečateno in so jo dali v arhiv, tajni arhiv Vatikana in je niso odpirali niti papeži. Tretje fatimske skrivnosti. In ta tretja fatimska skrivnost, če se spomnite, 15 let nazaj, 20 let nazaj, kako je to burilo našo domišljijo. Kaj je tam notri? Konec sveta ali kaj? Ne? No, danes poznamo vsebino vseh treh skrivnosti. In prav ta vsebina teh treh skrivnosti je mene letos v Fatimi, prejšnji teden, torej zelo nagovorila. Bi rekel tako, največ sem tega v srcu premišljeval, premetaval sem in tja. Kaj Marija sporoča, kaj je tako nujnega bilo zapovedati? Kot veste, prva skrivnost je videnje pekla. O peklu ni več moderno govoriti in pridigati. Tudi zato, ker smo župniki preveč strašili s peklom v preteklosti. Pekel sem, pekel tja in ljudje so rekli, pa tiho bodi že ti s tem tvojim peklom, ne bomo te več poslušali. Ampak, če smo preveč strašili in če je naša vera bila včasih tako preveč strašljiva, naše pridiganje, to še ne pomeni, da pekla ni. Marija je prvi skrivnosti povedala, človek izgublja vero, postaja hudoben in se lahko pogubi. Zadnji cilj vašega življenja je blaženo gledanje Boga. In ta zadnji in najvišji cilj vašega življenja, blaženo gledanje Boga, lahko zgrešite. In Marija na to opozorila, ljudje postajajo hudobni in vse več jih zgreši ta zadnji cilj življenja. Ne pride v nebesa, po domače povedano. Kak je Slomšek rekel? Slomšek je rekel, nebesa morajo biti naša.
En Slomškov sklik, verjetno je udaril še po pultu. Ne? Torej, ampak to se lahko zgubi. In Marija opozarja, da se izgublja vera. Boga ljudje več ne priznavajo. Bil sem v Fatimi in seveda sem šel k spovedi in veste, kaj me je spovednik vprašal, še preden sem jaz začel se spovedovati, sem stopil noter in rekel, o, moj sobrat, pa se je nasmejal, pač duhovnik, ne tak pogovorna spovednica. Potem pa je rekel, potem pa sem se vsedel, pa me pogledal v oči, pa je rekel, še imaš vero? Je kar streslo. A ti še imaš vero? Duhovnik sprašuje duhovnika, še imaš vero? Te pa daš nekaj jeclati, ja, imam. Ampak potem se pa vprašaš, ne, imam vero? Kako vero imam? Kako daleč seže ta vera? Tu do skorja mojih možganov ali čez do Boga? Torej, in to vprašanje o veri, o izgubi vere je v prvi fatimski skrivnosti zajeto. Izgubili boste vero in če izgubite vero, boste postali hudobni in če postanete hudobni, ne boste gledali Boga, ne zdaj, ne v večnosti. Druga fatimska skrivnost je pa tista, ki jo imenujemo politična, najbolj politična skrivnost. Fatimska prikazovanja so za razliko od lurških, taka, ki so zelo usmerjena v prerokovanje prihodnosti, napoved prihodnosti in zelo k opominjanju, kaj se bo v prihodnosti zgodilo, če se svet ne bo poboljšal. In tudi k opominjanju za posamezne države, zlasti za Portugalsko, najbolj pa za Rusijo. In v drugi fatimski skrivnosti Marija pravi, pazite se Rusije. Rusija bo širila nevero. Molite za spreobrnenje Rusije. In otroci, takšni, so mislili, da je Rusija pač ena gospa, ki Marijo žali tam nekih sosednjega mesta, ena hudobna gospa, ko je treba za njo moliti. In potem so povedali ostalim, ja, za neko Rusijo moramo moliti. So odrasli povedali, odrasli rekli, ja, to pa je ena velika država, cesarstvo, tam daleč, tam, ko je polno snega. Ki so tisti mali nepismeni otroci vedeli, kaj je to Rusija. Ampak ravno v tistih mesecih, ko Marija reče, Rusija bo širila ateizem, nevero, načrtno, v tistih mesecih se je pripravljala oktobrska revolucija, ki je potem leta 17 po Marijinih prikazovanjih Fatimi se resnicoma zgodila in se je ustanovila prvič v zgodovini ateistična država, ki je imela načrt cel svet spremeniti v ateistični svet. To je velika komunistična vizija. Hvala Bogu je propadla, ampak tak je bilo. Cel svet v ateistični svet. In po drugi svetovni vojni, ko so še se nekatere afriške pa južnoameriške države postale komunistične, pa Kitajska, 1/4 človeštva, je se to že začelo dogajati. Svet neveren s pomočjo države. Država, ki vpeljuje nevero. In Marija opozarja, molite za spreobrnenje Rusije, posvetite Rusijo mojemu brezmadežnemu srcu. In to posvetitev naj naredi papež z vsemi škofi. Zdaj pa spet lahko rečete tak, 3 pastirčki rečejo, ja, kaj pa treba narediti? Ja, papež pa vsi škofi morajo nekaj zmoliti. 3 pastirčki ukažajo svetovni cerkvi, kaj naj naredi. Tako da seveda je dolgo trajalo, da se je ta obred posvetitve Rusije zgodil. Zgodil se je pa 25. marca leta 1984, ko je papež Janez Pavel II. Prosil vse škofe po svetu, da tisti dan zmolijo eno molitev, posvetitev, izročitev sveta Marijinemu brezmadežnemu srcu in posvetitev zlasti Rusije Marijinemu brezmadežnemu srcu, s tem, da si niso upali imenovati besede Rusija, da ne bi sprožili političnih problemov.
ampak so rekli dežela, ki potrebuje, tako so malo skrili. In tisti dan, 24. marca 1984, je slovaški škof Pavel Hlinica šel v Kremelj kot turist, oblečen v civil, je šel v Kremelj, takrat je vladal še, mislim, oni Črnenko, to še bilo pred Gorbačovom, gre v Kremelj, gre v muzej, znotraj Kremlja neki muzej, kjer imajo stare slike, med njimi je bila tudi ikona Device Marije, se postavi pred ikono Devico Marije, v eni plastični mali vrečki ima hostije, v eni flašici za zdravila pa ima vino in mašuje. In ko mašuje, opravi posvetitev Rusije Marijinemu brezmadežnemu srcu. Vse to je Fatima. Vse to je fatimsko sporočilo. In gledajte, naslednjo leto pride Gorbačov na oblast in Rusija se začne spreobračati, lahko rečem. Ne. Danes Rusija še je pač ena velesila, ki zdaj spet neko zgago dela menda, ne, ampak ni pa več ateistična. Nima več namena širiti ateizma, to, kar je hotela za časa Marijinih prikazovanj v Fatimi ali malo potem. Vidite, kako daleč je dosegla prerokovanja Marije v Fatimi in kako smo vsi zaobjeti v to. Marijo v Fatimi je skrbel svetovni mir. Na Selah imate kraljico miru, ta naziv izvorno prihaja iz Fatime. Ta naziv je v dobrem pomenu besede politični naziv. Ker ne gre samo za vaš duševni mir, ko se reče kraljica miru, gre za svetovni mir, tisti te pravi mir, da ne bi bombe drug na drugega metali, zelo preprosto, konkretno. V Fatimi je bilo opozorjeno, pa še takrat niso nič vedeli o atomskih orožju, kaj še ne mali pastirčki, da bo človek imel tako orožje, da lahko sam sebe uniči. Pa še takrat niso vedeli nič o atomskem orožju. In Rusija je v obdobju od po drugi svetovni vojni do zdaj dvakrat bila na tem, da sproži svetovno vojno, leta 62 tam pri Kubi in koliko zdaj prihaja ven na plan eno dokumenti, še leta 83-84 je načrtovala resen napad na Zahod, v katerem bi po možnosti uporabila tudi atomske, torej bojne konice. Nas ne bi več bilo. Ali pa malo kjeri. Leta 84, se pravi, nedaleč nazaj, tistega leta, ko je papež opravil posvetitev. Torej, vidite, kaj nam to govori? Kraljica miru, torej, ne jema tega samo, vete, duševno, tako v duhovnem smislu, moj mir, pa naš mir, pa da se primemo za rokice, kar je tudi mir in mora biti tak, ne? Ampak res v tistem svetovnem oziru. Mir med državami, med narodi. Kaj to pomeni? To pomeni, da Bog še skrbi, gleda na nas, ne nas prepušča kar samemu sebi in če je treba, ko je sila, pošle Marijo, vstavi jih, pa še kakšen čudež bom naredil, samo da se bodo zbudili, pa da je videli, da grejo v pogubo po tej poti, ki so jo izbrali. To je zaobjeto v to drugo fatimsko skrivnost. Skrivnost o spreobrnenju Rusije. Ampak v tej skrivnosti je pa tudi napovedano, tisti lepši del, ne, je pa napovedano zmagoslavje Marijinega brezmadežnega srca. To, kar lahko rečemo, da se je tudi zgodilo. Ko je Edvard Ševardnadze, zadnji zunanji minister Sovjetske zveze, postal predsednik Gruzije, on je Gruzinec, ne, po rodu, on se je spreobrnil in je na svojo predsedniško mizo dal Marijino ikono. To lahko rečemo, Marijino brezmadežno srce je na slikovit način zmagalo. In tista velika nevarnost, ta strašna prerokba Fatime,
Uničili boste svet sami sabo, svojim sovraštvom, če boste širili ta ateizem, ta strašna prerokba Fatime je nekako, bi rekel, mnogi molivci, škofje, papež, na koncu smo pripomogli, da se ta strašna prerokba vendarle ni uresničila. Ampak svetovni mir še se vedno lahko podere. In še tretja skrivnost, ki jo tudi poznate, zdaj tu govorim tako, da bi zdaj eden doktor splošne medicine kardiologom razlagal o srcu. Ne? Ampak tretja skrivnost je pa skrivnost, ko je bila najdlje časa skrita in šele leta 2000 so jo razodeli, prebrali in zdaj vemo, o čem govori, da ni taka strašna skrivnost, ko smo si mislili, ki je vzbujala veliko fantazije, ampak govori o preganjanju cerkve. Marija v Fatimi v tretji skrivnosti napove, cerkev bo hudo preganjana. Morili vas bodo in preganjali zato, ker ste Kristusovi. In napove atentat na papeža Janeza Pavla II. Lucija vidi takrat kot mali otrok enega škofa oblečenega v belo, piše, ki krvav pade. To je nekako napoved atentata, ki se je zgodil potem na obletnico Marijinih prikazovanj 13. maja leta 1981. Ampak papež takrat ni umrl, krogla je šla blizu srca, se ustavila in tisto kroglo, ki so jo italijanski zdravniki tam v kliniki Gemelli ven vzeli, tisto kroglo je potem papež leta 1983 odnesel Vatikan v Fatimo in danes je tu notri vstavljena v Marijino krono in jo lahko vidite. Ampak preganjanje cerkve se je zgodilo. Nimamo niti podatkov, koliko kristjanov je bilo ubitih v sami Sovjetski zvezi, v drugih komunističnih deželah. V Sloveniji, zato ker so kristjani. Koliko od vas, ki tukaj sedite starejših, ni dobilo tiste službe, ki bi jim pripadala po sposobnostih, pridnosti in po izobrazbi, zato ker ste kristjani. Tudi to je bilo preganjanje. Ne krvavo, je pa bilo preganjanje. Govorimo o stvareh, ki so se nam dogajala, ki smo jih doživeli. Take so torej te tri fatimske skrivnosti. Tri fatimske skrivnosti, kot sem rekel, so tri velike prerokbe o prihodnosti človeštva, eno opozorilo najprej, o peklu, potem pa dve veliki prerokbi in tolažilna prerokba, da bo Marijino srce zmagalo. In to tolažilno prerokbo na koncu gledamo. Če zdaj gledamo samo tiste strašljive prerokbe, nas lahko postane strah. Če pa rečemo, Marija bo zmagala, mi pa bomo sodelovali pri tej zmagi, pa gremo lahko po konci, brez strahu, v svojem življenju naprej. Kraljica miru prosi za nas. Zdaj pa izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je začeta rajen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z začetka, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja, ki je žives, in se otelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križen za nas, pod Poncijem Pilata je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve. In njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina,
ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Bratje in sestre, Devica Marija, ponižna dekla Gospodova, poveličana z dušo in telesom nad angelske zbore, kot dobra mati vedno skrbi za nas, svoje otroke. Zato z zaupanjem prosimo Gospoda. Spomin Device Marije naj utrjuje v vsej cerkvi hrepenenje po božjih darovih in po veličanju v nebeški slavi. Prosimo te, usliši nas. Vsa ljudstva in vsi ljudje naj vedno bolj cenijo duhovne vrednote in si zanje prizadevajo. Prosimo te, usliši nas. Nebeška mati naj nam pomaga, nas tolaži in vliva upanje vsem, ki na zemlji trpijo zaradi bolezni, krivic in pomankanja. Prosimo te, usliši nas. Današnji spomin Device Marije naj nas spodbuja k večji zvestobi Kristusu in Božji besedi. Prosimo te, usliši nas. V naših srcih naj vedno bolj raste zaupanje v Marijino priprošnjo in volja po posnemanju njenih kreposti. Prosimo te, usliši nas. Sveti Bog, mater svojega sina in našo mater, si poveličal zaradi njene zvestobe tvoje volji. Usliši naše prošnje, da bomo vedno bolj zvesto hodili po poti njene neizmerne ljubezni naproti Jezusu, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen. Molite, brate in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Oče, sprejmi darove, ki jih na god blaženega škofa Antona Martina Slomška prinašamo k tvojemu oltarju. Sveta daritev naj nam podeli odpuščanje grehov, da te z njo primerno počastimo po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res je spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. S čudovitim pričevanjem svojih svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje cerkve in nam daješ očitna znamenja svoje ljubezni. Tvoji sveti nas podbujajo svojim svetlim zgledom in vedno podpirajo svojo bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja.
Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in veseli pojemo. Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš z nami. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim apostolskim administratorjem Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, posebej pokojne Frančiške Kardinar, za katero ti darujemo to daritev, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli, blaženim Antonom Martinom Slomškom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Vsa Marijina prikazovanja govorijo in pozivajo k molitvi, k spreobrnenju. Pravzaprav se zdi, da je to sporočilo številka 1 vseh teh prikazovanj, teh velikih prikazovanj v zadnjih 200 letih, lahko že rečemo. Pa torej tudi ta Oče naš zmolimo z čistim in gorečim srcem. Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmerno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Tvoja mati nas spremlja na poti življenja. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi o mirovni vodi popolne edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Si podelimo mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da greš meni, ampak reci le besilo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Gospod je poklical me, oblikuje mi srce. Od začetka časov že moje življenje ima v rokah. On pozna moje ime, vse moje skrbi. Vidi me, ko v težavah sem, sliši me, ko kličem ga. Nebesih očeta imam, vabi me, da mu sledim. On nikoli me ne zapusti, če tudi se oddali. On pozna moje ime, vse moje skrbi. Vidi me, ko v težavah sem, sliši me, ko kličem ga. On pozna moje ime, vse moje skrbi. Vidi me, ko v težavah sem, sliši me, ko kličem ga. Sliši me, ko kličem ga. Molimo. Gospod naš Bog, nahranil si nas telesom svojega Sina, po zgledu blažnega škofa Antona Martina Slomška, naj pogumno izpovedujemo, kar je veroval, in zvesto izpolnjujemo, kar je učil. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Zdaj pa prejmimo blagoslov. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru.